Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov tretjega dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti tekmovalni celovečerni dokumentarni film Novi sošolci Tonija Cahunka. Včeraj sem se spraševal, kako se sklanja, a je Cahunek ali je Cahunk? Mislim, da niti jaz ne vem, pa se vedno odzovem na obe reakciji. Večkrat sprašujem. Skratka, ki je bil posnet v produkciji produkcijske družbe Evstahije film ter v koprodukciji z Invideo, The Team Content, RTV Slovenija 001 in pa Korektiv. Z mano so Toni Cahunek, režiser in scenarist filma, na moji levi naprej je sestra Lea Cahunek, ki je v bistvu nekako zadolžena oziroma pač kriva, da je ta film verjetno nastal. Potem je Suela Gaši, nastopajoča, Floralba Abdulahu, se vključujem, in pa Miha Šubic-Montežer. Lep pozdrav vsem. Potem bo ena par besed reči, ko so midva s Tonijem bila še v sobi včasih, no, in ko so se padli te meklice nad Portorož zvečer, je Toni začel govoriti pač o tem problemu in meni pač ni bilo jasno, kakšna je njegova pozicija točno. A je za ali je proti. Potem pa vidim, da nastane ta film. Pa daj malo pojasni, kako se je vse skupaj rodilo pravzaprav to. Ja, v bistvu dejansko je res Lea kriva za vse skupaj, ker nekako se s tem področjem ukvarja že vrsto let in seveda kot dokumentarist sem nekako razmišljal o tem, a imam kakšno temo, ki mi je tako blizu in ki mi jo lahko nekdo od mojih bližnjih tudi predstavi. Dejansko se je to skozi leta razčistilo, da je to ta tema, ker mislim, da je pred kakimi 10 leti prvič Lea prišla z enim listom iz njene osnovne šole in ko sem videl, da v bistvu je 8 albanskih imen, sem vprašal, je to kakšen poseben razred ali to dejansko razred tako izgleda. Je rekla, ne, pač res imamo veliko priseljencev z Kosova, jaz mislim, da bi bila to super tema za film, veš, zaradi tega, ker prvič so prišli res priseljenci, ki ne govorijo slovanskega jezika in dejansko se učitelji pogosto spopademo s tem izzivom. Meni se je zdelo prvo vprašanje, ki sem ga zastavil, a bo to čez 2-3 leta še aktualno, ker vem, da pač nastajanje filma vzame nekaj časa. In to je bilo leta 2016, mi je zagotovila, da bo. Nisva si pa predstavljala, da v bistvu oktobra 2025 bo mogoče še najbolj aktualno. In da ne bo to samo tematika Kranja, ampak bo tematika marsikatere občine, kraja v Sloveniji. In predvsem se mi zdi, da s to temo sem želel tudi jaz odpreti neko debato, ki mislim, da bo še nekaj desetletij prisotno v tem prostoru in sicer kaj naredimo, torej ko priseljenci pridejo s svojimi družinami in kako tem otrokom pomagamo pri integraciji v šolah. Ker dejansko prva reakcija, pač vse je običajno na to vrstne probleme, je pač neko nestrpnost oziroma nerazumevanje. In verjetno je bila pa to tvoja neka želja, da pojasniš, da pokažeš pač to drugo plat, se pravi težave, s katerimi se soočajo tudi oni sami v tem vstopu v našo družbo. Ne? Ja, v bistvu se mi zdi, da premalokrat smo pokazali prav pogled Floralbe, Suele, Masarja, Ledrija. Velikokrat smo se pogovarjali s strokovnjaki, s starši, z učitelji. Nikoli pa res nismo imeli priložnosti slišati, kaj se je tem otrokom zgodilo tisti dan, ko so prišli v slovensko šolo. Na kakšen način so se oni prilagajali, integrirali, koliko časa so rabili za to, a so bili vsi programi, ki so jim bili na voljo, smiselni, a je načeloma zdaj njihova pot lažja. In to vse so bile izzivi, s katerimi sem se hotel soočati, hkrati me je pa Lea ves čas vodila v bistvu, da nisem jaz preveč zajadral stran od tega, kar je neka stroka v zadju ugotavljala in se mi zdi, da nismo hoteli biti ne pro, ne kontra, ampak smo hoteli biti realni. Zdi se mi, da pač v takih občutljivih tematikah lahko govoriš iskreno samo, če pač pokažeš res tisto neko realno plat in tukaj sem imel to srečo, da me je Lea znala voditi, da smo ostali objektivni in hkrati zelo srčni. Lea, vi ste prišli do tega pač problema oziroma same te tematike kot učiteljica, če prav razumem. Ja, že prej kot v bistvu trenerka košarke mlajših selekcij sem srečevala te dikelce, katerim sem lahko rekla, greš na črto, pa tečemo, potem sem pa začela nekako razmišljati, kako se oni v šoli počutijo in potem sem prišla do te ideje, da bi bilo fajn te stvari predstaviti, tako da plana B nisem imela, tako da sem verjetno na Toniju, da je... Da ne se loti tega. Ampak ste se lotila, mislim, vidim, da boste vključili tudi kulturne mediatorje notri, tako razne profile strokovne. Pa me zanima, a ste že vi sami poznali to, Lea, ali je v bistvu Toni bil tisti, ki je potem raziskal so zadevo?
Ja, jaz v bistvu to bila moja tema diplomske naloge, potem sem se eno leto kasneje odpravila na Kosovo, v bistvu raziskovati njihov vzgojno-izobraževalni sistem in ker se mi je zdelo, da v slovenskem prostoru teh raziskav manjka, sem se odločila za doktorski študij. Zdaj trenutno, ko zaključujem doktorski študij, imam vsega poln kufer, mi je fajn, ko mi pa ljudje rečejo, ko mi čakam, da preberem tvojo dizertacijo, nekako me to žene k temu, da še vedno vztrajam. Tako da ja, spoznavala sem njihov šolski sistem, spoznavala sem otroke, ker sem socialni pedagog, ki delam v šoli predvsem z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, pokrivam pa velik del tudi dela s priseljenci kot koordinator na naši šoli in moram reči, da z nekim drugačnim delom se da bistveno bolj vključiti. Te stvari, ko jih imamo na papirju, oblike pomoči izgledajo zelo fajn, ko jih preneseš v prakso, izgledajo malo manj fajn, tako da tukaj moraš biti fleksibilen. Kako si pa zastavil samo pripoved? Mislim, lepo je pač namreč, da vključiš ne samo različne profile učencev, no, če prihajajo v šolo, ampak tudi starše, njihove kraje različne. Na kakšen način si zastavil zgodbo, kako jo boš pripovedoval? Jaz mislim, da ko govorimo o tem izzivu, v bistvu moramo dojeti vso to kompleksnost, ki je. Po eni strani težko razumemo otroka, ki je prišel z Kosova, ne da bi razumeli, kaj se tam dogaja leta 98-99, ko je bila večina šol porušenih. Da ne razumemo v bistvu, da je nastanek kosovskega šolskega sistema sledil šele po tem, da v bistvu učbenikov v albanščini, v tem geku, ki se govori na Kosovu, pravzaprav ni bilo. Dejansko so bili to sposojeni učbeniki iz Albanije. To se pravi, mi tukaj govorimo res o eni vzpostavitvi šolskega sistema v teh zadnjih 25 letih in zdel se mi je ta film nemogoč, brez da bi pokazal ta zgodovinski kontekst. Hkrati se mi je zdel nemogoče izpostaviti samo šole, pa ne pokazati tudi staršev, ker pač seveda ti otroci tudi v popoldanskem času potrebujejo neko integracijo, potrebujejo podporo doma. Tako da od to do vse so prišli te nekako kompleksni izzivi, kako vse skupaj sestaviti v eno zgodbo. Tukaj pa moram priznati, da je to moj že kar nekaj filmov sem naredil, ampak prvič sem predal idejo, da bi nekdo drug to montiral. Enostavno sem iskal montažerja, ki bi se toliko srčno spustil v ta projekt, kot sem se jaz, ker vseeno je to par let nastajal in tukaj sem imel res tudi izjemno srečo, tako kot pri naboru protagonistov, kot pri izboru tematike, da je dejansko Miha pristopil si za eno leto, pravzaprav še več, leto pa pol vzel čas, premetaval stvari, razmišljal, dal vse svoje ideje noter. Tako da mislim, da kar se zasnove zgodbe tiče, sem precej bolj plaval, kot potem, ko mi je Miha pomagal, da sem splaval. Kako pa si se lotil pravzaprav, Miha? Mislim, si tukaj sledil pač neki, si probal predrugačiti zgodbo, poiskati neke nove, neke druge, recimo, ne vem, te narativne linije, ali si v bistvu sledil temu, tej ideji prvotne, ki je bila pač Tonijeva? Ja, v bistvu začeli smo, Toni je v bistvu do mene pristopil, bomo rekel, za papirno montažo. On je v bistvu vse intervjuje, vse, kar so posneli, je v bistvu on pretipkal na računalnik in je v bistvu nastal en 50 strani dolg Word dokument, nekaj takega. In to se je potem izkazalo definitivno, da je koristilo. Ampak Toni je potem že sam nekaj začel te stvari nekaj obračati in pač si zamišljati, kako bi si sledil vrstni red. In če se prav spomnim, Toni, ti si v bistvu imel na začetku idejo, da bi film v bistvu bolj sledil likom, ampak potem smo nekako skozi debato pa skozi eksperimentiranje pač prišel do tega, da film mora biti slediti temam, ne likom. Zato, ker potem bi, če bi se likom sledilo, bi se pač film skakal po temah brez repa in glave, levo in desno. Pa ti bi malo še povedal v tem tvojem izboru likov. Mislim, zdi se, da kar sami pridejo na dan in da se pokažejo, da veš, mislim, res karakteri so neverjetni zanimivi. No. Pa malo povej, ko si jih izbral. No. Pol je zanimivo, ko v bistvu pol leta kasneje ugotoviš, kakšno srečo si imel in koliko je bilo to en kup enih stvari, ki so se res povezale. Dejansko pri izboru protagonistov smo mislili, da bo to mačji kašelj. Naredila sva z Leo audicijo, na to audicijo je prišlo nekih 15 otrok, zbrala sva jih 5, na kar se je skristaliziralo, da večina otrok ne želi nastopati oziroma in starši tega ne dovolijo. Imeli smo samo eno svetlo izjemo in to je bila Suela, ki je v bistvu pristopila k projektu leta 2019. Suela, koliko si bila stara takrat? 9, ja. Mislim, da je bila en 3. razred. Oče je bil izjemno pač tak res spoštljiv, zanimiv in z njim smo navezali kontakt in je takoj zaupal, če je Sueli to všeč, potem sem jaz za.
Potem se je zgodila korona, smo za 2 leti vse skupaj ustavili in ko smo šli snemati na Kosovo prvič po letu 2022, smo rabili nekoga, ki bi nam prevajal intervju z eno izmed učiteljic in z enim izmed ravnateljev. In slučajno je bila tam Arjeta, Lejna, mislim, ne še takrat prijateljica, ampak sta se poznali zaradi tega, ker je Leja učila Arjeto slovenski jezik, imela je pa s seboj še svojo hči. In ko smo videli, kako Floralba gleda tisti svoj nekdanji razred, smo takoj obrnili kamero od ravnatelja na Floralbo in je vprašali, če bi bila tudi zraven pri filmu, tako da v bistvu je iz vloge prevajalke do glavne protagonistke v bistvu res samo en pogled proti svoji stari klopi. Mi smo pa res to srečo, ker v bistvu sta punci zelo odrasli v tem obdobju, če se jaz spomnim, ko smo mi prvič snemali, tudi smešno mi je zdaj, ko Sojela reče, končala sem 6. razred, Sojela je zdaj srednješolka. Floralba je v teh letih tudi pač res toliko mentalno odrasla, da zdaj na teh pogovorih me vsakič znova šokira, impresionira s tem, koliko enega bogatega razmišljanja je tukaj. Hkrati smo imeli pa tudi srečo s tema 2 fantoma, ki sta oba dva tudi mogoče nek druga plat zgodbe, ampak oba izjemno simpatična in vrhunska na kameri. Ampak je bil tudi jezik odločilen, mislim, pri tem, koga si izbiral, oziroma pač nisi šel samo vizualno, karakterno? Ne, jezik niti ni bil tako pomemben, ker smo hoteli pokazati, da tudi mogoče Masar in Ledri sta lahko 70 let v Sloveniji, pa je njuna slovenščina še vedno na dokaj osnovnem nivoju. Hkrati smo pa želeli dati 2 fanta. Mislim, da je to res eden redkih primerov, ko imamo med glavnimi protagonisti fanta iz osnovne šole za otroke s prilagojenim programom, iz nižjega izobrazbenega standarda in smo bili tukaj tudi ponosni, da smo ne samo prvič v bistvu dali priseljence z Kosova na platno eno pozitivno zgodbo oziroma ne nujno negativno zgodbo in hkrati smo tudi veseli, da sta ta 2 fanta z te šole dobila priložnost, da zacvetita. Ja. Dajte mi še vedve povedati malo Sojela pa Floralba. To veš, da je to jutranja roža v italijanščini? Veš, ne? Verjetno. Čir smo svetu. Aha, no, jo. Dajte mi malo povedati, kako vidve same. Proces je bil kar dolg, trajalo kar nekaj časa. Kako danes gledate na ta film? No? Kako ga vidite? Spremenili ste se verjetno kar veliko v tem času. Ne? Mislim, to, da sem se spremenila, jaz osebno, to se pač takoj vidi. Ampak jaz sem na ta film, prvič, ko sem videla film, sem tako gledala, da pač sem rasla s filmom. Tako, ne vem, najprej, ko sem bila 8. razred, pol 9, pol srednja šola, 1. letnik in sem dobesedno rasla s filmom. In jaz na to gledam kot na eno najlepših izkušenj v mojem življenju, ker pač lahko to zgodbo pokažem tudi drugim. Ne vem, pokažem to tistim, ki so bili pred mano tukaj, tisti, ki so z mano tukaj in tisti, ki bojo za mano tukaj. Mislim, tisti, ki bojo prišli za mano tukaj. Tako da to je ena najlepših izkušenj v mojem življenju. Super. Sojela? Pri meni je pa tako zelo zanimivo, zato ker kot ste videli tudi v filmu, kako hodim z Kircev, Škrlovec, pa vse živo, to takrat je bil zame vsak dan. To je bilo isti proces, sem imela vsak dan. Pač, in mi je smešen, zato ker ko vidim sebe v tistih trenutkih, ko sem pač imela take dneve in zdaj, ko pogledam na današnje dneve, izgleda zelo drugačno. Ker zdaj sem tudi v srednji šoli in ne moram več iti s Kirca ali pa kar, ko zdaj grem z avtobusom in je ful drugače takrat. Ampak jaz sem ful vesela, da se je ta film naredil. Če ne zame, tudi za vse ostale in jaz sem ful ponosna na ta film, zato ker tudi če ne bi bilo sam zame, sem vesela, da bo drugim odprl oči. Ne samo učencem ali pa učiteljem, ampak povsod po svetu. Zato ker ta film ni samo na Slovenijo pa na Kosovo ali pa na Albanijo, je pa tudi lahko za druge države. Zato ker to povsod se dogaja, da se priseljenci priselijo in da odhajajo, to je pač povsod. In pač jaz sem ful vesela, da se je naredil ta film. To si lepo povedala. Imamo še čas. Jaz bi se še levo vprašal, mogoče, če je še čas. In sicer, kako ti, pač vi kot strokovna oseba vidite, a se v bistvu spremeni lahko kaj v družbi, se lahko dejansko tak film pripomore k temu, da se neke določene mehanizmi pač predrugačijo, da se drugače pristopi k začetku obravnave teh problemov? Film je zagotovo medij, ki lahko deluje, ki nekako na en tak blag način odpira oči. In midva s Tonijem, ko sva snemala film, je bilo večkrat vprašanje, a bo to film za ali proti Albancem. Pa sva vedno se na ta vprašanja tako dobivala, sva veliko enih vprašanj pod pasom.
In se nisva dala motiti, v bistvu sva želela samo prikazati neko dejansko stanje, ki je. Ne? In pač tudi dopušča vsakemu gledalcu, da si sam nekako razloži, je to zdaj film za ali proti Albancem. Ne? Seveda, da je pač nekako dejanska slika. Tako da mislim, da nisva si niti predstavljala, kaj se bo s tem filmom zgodilo. Zdaj veliko šol si ga je že ogledalo, tako osnovnih šol kot tudi srednjih šol, veliko tudi kolektivov, raznih profilov. Kaj pa kakšni uradni odzivi, recimo, ne vem, te šolske strukture? Je tu z te strani prišlo mogoče kakšen odgovor, kakšen komentar, kakšen predlog, da bi se stvari spremenile morda? Ja, zelo malo je teh odzivov uradnih oseb, ki smo pričakovali, da nekako bo morda več, da jih bo nekako pritegnilo. Moram reči, da ministrstvo pač trenutno je še vedno neodzivno. Zavod za šolstvo recimo smo imeli že neke projekcije prav za njih. Tako da čakava še na ta odziv. Sva pa zelo vesela, no, ker res so kinodvorane polne nekih dijakov in učencev in potem tudi pogovori, ki nekako sprožajo neke nova vprašanja, nove odgovore, nove rešitve. Tako da mislim, da sva nekako, da smo z ekipo seveda dosegli to, kar smo hoteli. Jaz mislim, da v bistvu smo bolj kot to, da bi se neke sistemske spremembe zgodile zaradi filma, ker jaz te iluzije nisem imel, da smo predvsem hoteli res nekako opolnomočiti vse te ljudi, ki se z tem izzivom soočajo na dnevni bazi. Je to zdaj učitelj, učiteljice, starši, medkulturni mediatorji, konec koncev otroci, da vidijo, da niso edini, ki grejo skozi to stisko. Zato, ker pač verjamem, da je marsikomu, tako kot je bilo po filmu doskrat, da je kdo prišel do vaju dveh pa rekel, Floralba, hvala ti, veš, to je tako, kot da bi jaz svojo zgodbo gledala. Pač mislim, da je to najpomembnejše. Veliko je bilo staršev, ki so lahko svojim otrokom pač prišli v kino, mu razložili mogoče zgodovino Kosova, povedali, veš, jaz sem tudi tako kot teli ljudje v filmu prišel pred, 20 leti, zdaj sva tukaj. Pač enostavno je film bil en tak peskovnik, znotraj katerega se je lahko odpiral neke teme, igrali z njimi na precej bolj igriv način kot sicer. Ja. Nič s to lepo mislijo, Tonijevo bi jaz zaključil. Najlepša hvala vsem. Mislim, da smo že malo preko časa. No. Mislim, da imamo še čas. Imamo še čas. A jaz se celovečerni? Ja. Ja, točno. Se mislim, da je kreativni. Se upravičujem, ampak čisto sem... Ja, nič, potem pa dejva nadaljevati. Zaenkrat je film že kar veliko obkrožil po dvoranah domačih šov, ampak kakšni so še plani? Mislim, imata šolske projekcije to ali so to klasične distribucijske projekcije? Ne, mislim, distribucija. To je tako majhen film, da mi niti ne vemo, kaj je distribucija. Dejansko pač gremo v neke projekcije, ki so v krajih, kjer nas želijo. In dejansko ta teden je bil zelo zanimiv, ker pač se je za to aktualno situacijo na osnovni šoli Žalec zgodilo, da pač sem imel recimo v torek 6 novih projekcij, včeraj 2. Enostavno šol je še vedno ogromno, ki si želijo ta film videti in ki verjamejo, da jim bo ta film pomagal pri tem, da bodo lažje razumeli starše, otroke, situacijo, v kateri so. Tako da trenutno včeraj je bila 63. projekcija STL in sem mislil, da bomo nekje pri 10 ostali, tako da res je... Ampak imate, ne vem, znotraj ekipe tudi nekoga, ki recimo skrbi prav za ta vidik, da recimo film promovira v šolah, da ga predstavlja v neki določenih okvirih? Imamo, ja. To dela vse režiser, scenarist, producent, distributer in sales, kar sem jaz. Ne, to je one man band, kar se tega tiče, ampak to je taka majhna ekipa. Mi smo res pač tukaj neodvisen film, konec koncev gre res za eno tako majhno družinsko stvar in jaz mislim, da na to sem najbolj ponosen. Skoraj si ne znam predstavljati, da bi to predal nekomu drugmu, ker smo že toliko let delali sami, da najbolj sami verjamemo v ta projekt in tudi najbolj se bomo sami potrudili zanj. Bi vprašal, če bi bilo kakšno vprašanje? Običajno sicer ni. Dajmo naprej. Kako je na Kosovu? Je bil film prikazan morda tudi v tem kontekstu? Jaz mislim, da lahko tukaj Floralbo pa Sojela spet vključimo, pa poveste, kako je bilo, ker nam je bilo to zelo pomembno, da smo poleg Slovenije film predstavili tudi na Kosovu v sklopu Prefest festivala julija. Kako se je vama dvema zdelo pogovarjati, ker mi imamo za sabo nekih 50 pogovorov, ampak to je bil edini pogovor, ko sta punci lahko odgovarjali v albanščini. Aha. In meni je bilo čudovito videti, koliko jima je bilo to po en stran lažji, po drugi stran pa sta bili predvsem po moje veseli, da ste lahko tudi na Kosovu povedali, vedaj, to se nam dogaja v Sloveniji, tako to je, kar povejte. Ja, definitivno je bilo čisto drugače
to zgodbo pač pokazati tudi tistim tam, ki so dol, ker pač so taki, ki oni mislijo, da ne vem, nam tukaj v Sloveniji, čeprav smo otroci, da nam je tukaj tako ful lahko, pa pač nimamo takih problemov, da ne vem, se rabimo vsak dan zbuditi, pa pač iti v šolo, čeprav nič ne razumemo. Ne? Oni pozabijo na to in s tem filmom mislim, da so neke osebe, da so to videli, pač, da ni vse tako lahko in da imamo tudi mi otroci, ki smo tukaj, imamo take probleme. Definitivno je bilo ful lepo, ker sem pač odgovarjala na vprašanja v svojem jeziku, v albanščini. Lepo je bilo tudi to, da je ta film videl, da je pač videla moja druga družina, pač strici, babice, vse to, kar sem imela dol, so oni prišli gledati film, tako da ful je bilo dobro. Ampak to je še ena stvar, ki me res zanima. Se še vedno Slovenija slika kot neka Indija, kot Romandija, se pravi kot neka obljubljena dežela, kjer je vse v najlepšem redu, ker se mi zdi, da je toliko ljudi že izkusilo to nestrpnost v tem našem prostoru, to neko zavračanje, neprijaznost, da me res čudi, kako to še vedno ta podoba obstraja. No? Jaz mislim, da se mečken spreminja, ampak da nas to utegne zelo skrbeti. Zato, ker v bistvu zdaj, ko se nek delavec v bistvu z Kosova začne malo spraševati, a je ta Jurija pa pol v Sloveniji ful velika razlika kot Jurija 200 na Kosovo, pač dvignil se je standard na Kosovo in marsikdo razmišlja, da bi šel nazaj. In zelo nam bodo manjkali kakovostni delavci. Mislim, da bomo še na vse pretege se trudili, da bi zadržali čim več priseljencev z Kosova. To je moje mnenje, nisem pa prepričan, da... A ja se je že toliko dvignil standard na Kosovo, da se v bistvu že primerljivo nekako... Ja. Zanimivo. Tako da tukaj v bistvu mislim, da je kar en izziv. Mi je pa recimo zanimivo to, kar Lea zdaj dela za doktorat. Lea me je v bistvu takrat pri diplomi prepričala v ta film, ampak zdaj se je nekako sredotočila predvsem na mame. Mi smo tukaj se pogovarjali o tem, kaj lahko tem otrokom pomagamo v šolah, v šolskem sistemu, je pa seveda še veliko opcij, kaj lahko tem otrokom naredimo oziroma kako lahko pomagamo v tem popoldanskem času, kako lahko polnomočimo starše, predvsem mame so zelo pomembne. Tako da ne vem, zakaj si se ti v bistvu sploh za mame toliko fokusirala zdaj? Ker Ja, v bistvu sem se na starše nasploh, tako na mame kot tudi na očete, ampak nekako v raziskavi sem zajela potem v vzorec večinoma mame, ker so pač lahko odgovarjali moški ali ženska. In tukaj je nekako seveda normalen trend, da so ženske tiste, ki nekako so zadolžene za šolo. Ja, odločila sem se zato, ker se mi zdi, da je ta pač nekako... da je to manjkalo pač v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu in pa tudi dve raziskavi vzporedno sta potekali. Druga raziskava sem se posredotočala na ta socialni vidik, torej koliko so priseljenci iz Kosova vključeni v razred. Ali res velja to, da zbirajo nekako, da se Albanci med sabo družijo ali ne velja, tako da bom nekako s sociogrami poskušala prikazati, kje v socialni sredini razreda so, kam so vpeti. In pa tudi, kakšen je njihov učni uspeh, ker sem nekako primerjala matematika, slovenščina, angleščina in pa splošni učni uspeh. In tukaj se kaže, ker dolgo časa so bili nekako priseljenci iz Kosova uspešno zapakirani v skupino priseljencev z bivše Jugoslavije in tukaj nekako nismo toliko pozornosti na njih obračali. In se mi zdi, da zdaj zadnja leta, ker ko sem jaz diplomirala leta 2013, sploh ni bilo slovenskih virov. Zdaj pa so nekako že magisteriji, ali pa tudi drugi članki, ki se osredotočajo, ki nekako secirajo te pač skupnosti. Tako da upam, da tukaj se res kaže, no, da imajo nižji učni uspeh, da so manj vključeni in upam, da na podlagi teh rezultatov bomo uspešni pri opolnomočenju, da bomo da bomo toliko fleksibilni, ker seveda imamo, si želijo tudi oni, a ne? Starši imajo enake cilje za njih, kot tudi pač starši večinskega naroda. Starši si želijo, da so otroci uspešni v šoli in noben starš ne reče, si pa ne želim, ampak po njihovih zmožnostih sodelujejo, ne? Se tukaj še en vidik, ki sem hotel vprašati, no, kako to. Mislim se, da boste morda še malo večji poudarek dali na zdravstvo, ker to je tudi en verjetno problemov, kjer se soočamo s tem, da pač preprosto ne zmorejo povedati vsega, kar je dejansko narobe. Ne, v tistem, Ja. Miha, zakaj si to manj vrgel? A ja, ste imeli, ali kaj se to? Spomnim se, da je nek utrinek, da je bil nov film. Ja. Maske nam niso bile všeč, mislim, da je bilo to. Ne? Ja, imeli smo material za eno sceno, ki se je dogajala v zdravstvenem domu in je šla ven iz večjih razlogov. En razlog je bil to, da so imeli vsi liki maske gor, pač, ker je bilo v tem času posneto, ampak pač ta lik, ki je ženska, ta gospa, je imela masko in potem po očeh, jaz gledam to, pa tak, kaj to je, Toni, to je Floralbina mama?
Ne, to je čist neka druga oseba. Aha, ok. In so potem že nastali neki pač malo zmede v zgodbi, zakaj je zdaj ta ženska kar tu naenkrat, ker je imela oči zelo podobne Arieti. Probala sem v bistvu ustajati nekako znotraj, ker tema je res široka. Ta tema je toliko neraziskana, da se pol v filmu težko osredotočaš in sva se pol, ker je bilo vse en to dosti široko zapeljano, odločila, da bo pa nekako osrednja problematika predstavljena v vzgoji in izobraževanju. Zato sva pač nekako to izlučila. Ker čist drugače poteka tudi tam medkulturni mediatorstvo kot v vzgoji in izobraževanju. Mislim, da bo tam prej celo pač nekako bolj uveljavljeno, kot je v vzgoji in izobraževanju. Super. Bi se vrnil k temu, če je kakšno vprašanje? Mislim, da ne. Zdaj pa smo, mislim, da nekako že prišli do konca. Smo, že naslednji pogovor, vem, da se moram presesti. Najlepša hvala celotni ekipi. Res je mi zdi pomembno, da se je ta film naredil, da se je pokazal in da v bistvu ima tak uspeh, kakršnega ima, ker je pač res eno vprašanje, ki je prisotno že veliko časa, žgoče vprašanje in ga je treba pač preprosto načeti se o njemu pogovarjati. Jaz mislim, da je to pač nujno. Hvala vsem skupaj ekipi. Hvala, Denis, hvala vam.